Pred 20 leti je Slovenija zajela evforija z imenom Popstars. Bepop, Game Over in Sebastian so se namreč podali na vse slovensko turnejo in s tem sprožili kričeč rafal oboževalcev. Vročica, ki je takrat zajela Slovenijo, pa se kmalu vrača. Konec maja bo namreč priljubljena trojica ponovno skupaj stala na odru. Sladko-grenki priokus pritiče pesmim, ki smo jih ravnokar slišali. Sladek predvsem zaradi spominja na brezskrbne mladostne dni, grenak pa, ker mineva že 20 let, odkar so se na Popstars turnejo podali Game Over, Sebastian in Bepop. Ja, meni se tudi zdi, da je ful hit terminil. Jaz se držim rekati, vedno po koncertu rečem, da več nismo mi Game Over. Da so zdaj Game Over vsi. Če sem čisto iskren, se nas prvega nastopa spominjam živo, kot bi se zgodil prejšnji mesec. Spomnim se Cankarjevega doma, spomnim se garderobe, spomnim se hoje do backstage-a. In seveda oboževalcev. Evforija, ki je zajela Slovenijo ob njihovih nastopih, je bila takrat za naše izvajalce prvovrstna, česar se glasbeniki sedaj zavedajo. Takrat pa... V centru si ti parkiral in pridemo ven iz avta in kar Game Over, Game Over! Dan prej si bil na Viktorji, zdaj pa tako, to je pa zdaj to. Okay. Na obali, kdorkoli je prišel z odra, je celotna tista več tisoč glava publika vsake skandirala Sebastian, Sebastian, Sebastian cel popoldan. Še prej sem jaz bil na prizorišču. Jaz sem bila res takrat ena mulka, 18 let stara, iz vasi in pol kar naenkrat na naslovkah, na odrih, tam se derejo Bepop. Meni ni bilo nič jasno. Prigod z nastopov imajo vsi seveda nešteto, razlika med sedaj in takrat pa... Se spomnim, da sem stal med generalko, pa med samim nastopom pod mizo in spal, da sem se malo regeneriral pred nastopom. Tega tempa si mogoče danes ne bi več privoščil, ker se mi zdi, da bo še lepo umirjeno, pa res doživeti vse skupaj. Zdaj smo koreografije pa opustile. Ja. Zdaj pa tako, da znamo uživati, no, končno, tudi smo odrasli, a ne. Pa tudi komade znamo zdaj na pamet. Včasih sem se jaz, vedno sem se zmotil in sam sem napisal komade, pa sem se zmotil, tako da žalosten. Ampak zdaj znam, ne, tako da. No, če slučajno spet kakšno besedo pozabi, mu bodo na pomoč zagotovo z veseljem priskočili oboževalci. In to že 27. maja na velikem ponovnem snidenju v Cvetličarni.